Spoštovane dame in gospodje, lep pozdrav. 30 let suverene Slovenije in tokrat se nahajamo v zelo pomembnem kraju v slovenskem Marilu. Čeprav morda skozi očala centralizacije države to ne izgleda tako, ampak centralizacija je vselej odmik od tiste prave realnosti, ki bi pomenila skladen razvoj. In pokazali vam bomo kar eno zelo zanimivo zadevo, in sicer se nahajamo tukaj pri mostu čez Mežo in nad tem imamo skale. Že dlje časa obdelujemo tematiko, da svet okoli nas ni tako preprost, kot smo s strani sistema naučeni. To seveda traja, to zmotno učenje traja seveda že dlje časa, skozi stoletja, skozi tisočletja, skozi religije in podobno. Zato, da bi se človeku generiral nekako poslušni nekritični in da bi imeli na eni strani množico tistih, ki ubogajo, in na drugi strani majhno množico tistih, ki diktirajo, se pravi, nevednost ljudi naj bi bila garant in temelj temu, da bi se poslušalo in ubogalo. Ampak, ker živimo vse bolj v svobodnem svetu in v svetu, kjer je možno informacije širiti, tudi mimo neke cenzure, dober dan, lahko pokažemo tudi neke stvari oziroma nekatere stvari, nekaj fenomenov, ki prestopijo prag religioznosti, prestopijo prag prepovedi iskati nekaj več kot tisto, kar je vidno na prvi pogled, in ki nam pokažejo, da je narava okoli nas zelo inteligentni sistem, ki nam na vsakem koraku nekaj sporoča. Se pravi, smo v črni, in ko pogledamo na te skale, nekako na prvi pogled vidimo pač običajne skale. Ko pa približamo zoom, pa vidimo, da imajo tudi te skale na sebi naravne podobe. In te podobe asociirajo na obraze, na like, nekaterih primerih celo na osebe, ampak mi v tem primeru tega bloga bistveno na kaj asociirajo. Bistveno je, da vidimo, da se tukaj nahajajo, in v nekem trenutku bomo tudi povedali, zakaj je temu tako. Na tem mestu v tem videu pa apeliramo na to, da je treba v vsakem trenutku, na vsakem koraku stremeti k temu, da je čim bolj odprt, da je razgledanost čim bolj široka, visoka, se pravi, da ni ozka, in da si ne dopustimo omejevati kreativnosti, raziskovanja, bomo rekli malce tako tudi religiozno obarvano vere v to, da je svet nekaj več kot ta osnovna, v oklepajih, beda, ki jo vidimo okrog sebe. Se pravi, narava je čudovit inteligentni sistem, ki nam na vsakem koraku sporoča marsikaj, in inteligenten je pa tisti človek, ki je pripravljen ta sporočila videti, jih umeščati in nazadnje tudi uporabljati za svoje življenje.